V Postojnski jami pa bodo prihodnji teden po 40 letih zamenjali svoj znameniti turistični vlakec in ga nadomestili z novejšim in razburljivejšim modelom. Dobra stran novega vlakca je, da bo ogled jame zdaj bistveno hitrejši. Slaba pa, da bo zdaj med vožnjo bistveno težji skoč na WC. Zdaj, potem, ko je poslanec Matej Tonin že prejel zobni aparat, je ta teden ljubljanski župan Zoran Janković prejel plombo. Ja. Sicer ne na zob, ampak na hišo. Gre za začasno plombo, ki mu jo je naložila finančna uprava, saj mu grozi plačilo več kot 300 000 evrov dohodnine. S tem je gospod Janković postal prvi človek, ki je dobil plombo, še prej ne dobil luknjo. Na nekaterih delih sveta pa razsaja pandemija prašiče kuge, ki ogroža kar četrtino svetovne populacije prašičev. V Sloveniji je sicer ni, smo pa zaradi nje dobili nekaj drugega. Po Sloveniji se redno sprehajajo kitajske delegacije, ki iščejo neoporečno svinjsko meso. Slovenija je z zdravimi prašiči tako ena izmed najbolj privlačnih destinacij. Ja, če smo bili do zdaj navajeni, da so Kitajci v Sloveniji svinjino predvsem prinašali, jo po novem tukaj iščejo. Globalizacija je res nenavadna. Slovenija, ki se trudi biti zelena država, je po spletu okoliščin med Kitajci postala svinjska država. Kada slovenske mednarodne podobe ne bi gradili naši marketinški strokovnjaki, ampak hrvaški. Je pa nenaden porast tako imenovanega svinjskega turizma prinesel tudi nekaj nevšečnosti. Cene za kilogram prašičjega mesa tudi pri nas, tik pred bližajočimi se prazniki, dobesedno letijo v nebo. V zadnjih 4 tednih so se borzne cene prašičjega mesa tako dvignile za 30%, no za posamezne dele tudi do 60%. Kaj hočemo? Dobri rezervni deli so dragi. Še posebej, če na trgu ni več poceni ponaredkov iz Kitajske. Zaradi omenjenega mesnega manka naj bi njihov spletni trgovec AliExpress že razmišljal, da za slovenske uporabnike poleg možnosti plačevanja s kartico uvede tudi možnost blagovne menjave s svinjino. Slovenija in Kitajske pa po novem ne povezujejo samo svinjske, temveč tudi človeške ribice. V vasi na jugu države so namreč odkrili novi primerek te nenavadne živali. Od slovenskih človeških ribic se kitajski primerek razlikuje predvsem po tem, da jo namesto v jami vidiš v svojih najhujših nočnih morah, namesto goveje pa je kislo pekočo juho. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.